Leto 25 prinaša eno novo poglavje. Preizkusili se bomo v naši sposobnosti ustvarjanja, stabilnosti pa prilagodljivosti. To so te 3 stvari. Bomo imeli tudi precej ognjene energije, ta bo poudarjala hitre odločitve, tveganja, nove začetke, učila nas bo premagovati strah pred novim, neznanim. Leto 25, vedno tudi pogledamo, kitajsko leto, kaj sporoča, je leto kače, kitajsko leto se začne konec januarja. Simbolika kače nas uči levitve, kar pomeni, da odvrzemo odvečno, kar nam ne služi več, brez pardona. In to je simbol tega časa. Lastna koža nam je postala pretesna, nas duši, dihati ne moremo več tudi. In pustiti moramo za sabo tisto, kar nam ne služi več. Ali stare miselne vzorce, staro kramo, pa tudi strahove, rekla sem po hleb že, in pa, kar je najbolj pomembno, odvečna čustvena bremena. Tako bo leto tole nas bo testiralo na teh področjih, leto, ki prihaja, bo pa tudi leto ustvarjanja, ker je čas, da uporabimo vse, kar smo se naučili, in da to ustvarjalno vpeljemo v teh preteklih letih in to ustvarjalno vpeljemo v svoje življenja. Imamo vse, kar potrebujemo. Tudi preteklih lekcij, zadnjih let smo se naučili bolj ali manj, a ne. Je pa vprašanje, ali bomo znali vse to uporabiti in vnesti v svoja življenja. To je pa tisto ključno. No, in kaj je tisto, kar se bo verjetno zgodilo? Ja, pri napovedih velja ena previdnost, kako kaj povedati, ker s tem, ko o nečem razmišljam in govorim, jaz soustvarjam tako prihodnost. Tudi tako, ki mi ni po godu, pač ker gledam v različne smeri, v katere lahko gremo. Ker z usmerjanjem svojih misli tudi sama dodajam tej energiji že ustvarjenih egregorjev. Ja, zdaj sem omenila egregor, preden me boš vprašal, ali kdo drug vpraša, kaj je egregor. Egregor je ena kolektivna miselna oblika, dajmo ji reči kar entiteta ali pa energijsko bitje, ki ga vsi mi programiramo z enakimi mislimi in čustvi. Bolj, ko o nečem razmišljamo, bolj je živ in več moči ima. Tako kot plameni ognja postajajo vse večji in večji, če nanj nenehno nalagamo, recimo poleno za polenom. O tej entiteti pa med drugim sem govorila pa na eni drugi delavnici, no, tu ne bi več o tem, in sicer Popoln človek, popoln svet, sestavljala sem jo pa, ne vem, leta 22 pa v 23. Skratka, egregor, no, je torej ena miselna oblika, ki nosi čustveno komponento in ga praviloma ustvarjajo skupine. Pri življenju pa ga ohranja, če ga stalno polnimo s pozornostjo in emocijami. To je to. No, in če se vrnemo nazaj k napovedim, ne, oziroma verjetnostim, ki nas čakajo. Najprej geopolitični dogodki, vremenske spremembe pa globalni konflikti, ki jih opažamo, niso samo ene, ne vem, zunanje motnje, so ogledalo enih notranjih procesov, ki potekajo znotraj človeštva. So znak, da se staro razgrajuje, da bo naredilo prostor za nekaj novega. In poplave pa druge vremenske ujme nas že dlje opozarjajo na nujnost spremembe odnosa do narave, sebe, odnosa do drugih. Imeli smo vprašanje, kako bo z naravo, do nedavnega je bil močan element vode, zdaj pa bo prevladala zemeljsko-ognjena energija. To je pa energija vulkanov, premikov zemeljske skorje, pa tudi sončnih bakel, se pravi sončnih izbruhov. Lahko kaj pričakujemo v zvezi s tem. Ogenj, zemlja, voda, zrak, vse je povezano in nestabilno. Vedeti pa moramo, da je to namenjeno sproščanju energije strahu pred smrtjo, ki pa jo najlažje spustimo tako, da najdemo radost, veselje, pa seveda humor v vsakdanjem življenju. Modrost sprejemanja je tista, ki precej šteje na teh področjih. In te stvari, no, veljajo tudi za leto 26. Če grem, Gregorja smo, naprej. Če je bilo vprašanje, Ja. Gregor, je to tudi v smislu nogometne tekme, navijači, je Peter vprašal? Ja,
Ja, tako. So tista čustva prvinska pride ven. Ja. To so energijske oblike, definitivno fuzbal tekma. Ja. Če grem naprej, to smo geopolitika, naprej, ja, močno bo prisoten konflikt med starimi strukturami, pa če tako rečem, narekovajo v navednicah svežim vetrom. Okosteneli sistemi bodo doživljali razpad, medtem pa se bo krepila na drugi strani zavest o povezanosti in solidarnosti. Ja, države bodo dobivale nova vodstva, pri nas pa smo bolj počasni in še nekaj let ne bomo dočakali tega svežega vetra. Zastraševanje, poleg tega ne je zastraševanje pred vojno veliko, ampak vojna je že dolgo prisotna in verjamem, da se bomo vsaj pri nas najhujšemu izognili. Moramo pa biti pozorni, vsak zase, res, naj si naštimo alarm, napiše ob poslo ali pa ob televizor, da je Gregorja vojne, s tem, ko mu namenjamo veliko misli, besed in strahu, nehamo hraniti. Na osebni ravni se torej treba osvoboditi vpliva teh zunanjih pritiskov, ki samo še, če smo govorili o ognju, podžigajo strah. Hkrati pa je to tudi priložnost za osvoboditev od materialnih omejitev, ker seveda pretirano potrošništvo, v katerega smo padali, skozi katerega iščemo notranjo izpolnitev. Poudarek v prihodnjih letih 25 in naprej tudi bo na kreiranju enega takega avtentičnega, pristnega življenja, v katerem srčnost, svoboda in sočutje postajajo naše glavne vrednote. To pa pomeni, da bo mogel vsak v sebi najti pogum in delovati, iti v akcijo. Bolj bomo šli v akcijo, bolj bomo aktivni, bolj nas bo navdihovalo. Se pravi, govoriš o gibanju Aktivno srce na kvadrat. Tudi, absolutno, seveda. In pa razno takih skupnostih, ja. Skranja, ko se bomo lotili aktivno lotili uresničevanja svojih sanj, to se bo dogajalo, to imamo možnost, hkrati se bodo pa že ne na državni ravni, ampak bo na lokalni ali pa oziroma ravni skupnosti, najdeli posamezniki, bom rekla, neki srčni voditelji, ki bodo znali navdihovati druge v svoji skupnosti in hkrati in to bodo ljudje, ki bodo znali povezovati materialno, intelektualno in duhovno. Ampak bo pa treba razločevati, kateri je lažen, kateri pa tisti pravi. Potem tehnologija, ja, tehnološki napredek bo dobil še hitrejši pospešek. Če so že mislili, da je radio, in sploh, pa potem televizija in teli mali telefoni, ki jih imamo povsod, pozabimo, veliko dlje gremo od tega. Revolucionarni preboji se bodo zgodili v komunikaciji, izobraževanju, znanosti in povezovanje logičnega uma z intuicijo bo nekaj, kar bo ključnega pomena, zato ker se nas bo vodilo bolj k integriranemu pristopu k reševanju osebnih pa globalnih izzivov. Se pravi, tehnologija je tukaj lahko zelo v pomoč. Ne bomo pa sicer mi, kot navadni smrtniki, če temu tako rečem, dobili vsega, kar bo novega. Še se bo skrivalo pred nami, ne bodo nam razodeli stvari, ampak roko na srce se tudi nismo zreli še za to. Potem leto 25 je priložnost za, kot sem že mislim, da rekla, za osebno rast in za kolektivno premikanje meja zavesti. To je čas, ko se srce, pa in duh prepletajo na nove načine, da skupaj soustvarimo prihodnost, ki temelji na harmoniji, ljubezni in pravem napredku. Tega egregorja moramo hraniti. Težko si zdaj predstavljamo, kako, zato ker mi pravzaprav teh pojmov niti ne razumemo najbolje. Za nas ta harmonija in pa ljubezen, ja, okej, dokler je pa moje. In ta po moje se mora razgraditi. Dokler je tako neuravnotežen nas, bo tudi na kolektivni ravni še vedno prisoten konflikt med starim in novim. Še enkrat moram poudariti, mi kot posamezniki gradimo svet.
Se ja. To kaj reči? Nič. Okay. Potem pa nadaljujemo. So vprašanje, ampak to boš. No, potem pa s temi verjetnostmi zaključimo. Ne? Če malo po mesecih pogledamo, že samo nekaj, da list obrnem. Že sedaj, s to jesenjo je prišlo do spremembe na politiko in druge strukture, ne moramo kaj prav preveč vplivati, lahko pa pri sebi implementiramo spremembe in ta vpliv bo trajal nekje do sredine junija, se pravi te jeseni, naprej, zima, pomlad, do sredine junija. Znašli smo se pač v negotovih razmerah in pa v teh imamo pa vsak svoj izziv, kako delati, kako naj dihamo, kako naj normalno živimo, medtem ko se nas poloteva strah, s katerim nas bombardirajo od vseh strani. Januarske energije bodo pa v smislu spuščanja in zaupanja, ampak ne v smislu tistega prepuščanja in čakanja, sedenja, tista tukaj čiči pa čaki. Ne? Gre za aktivno spuščanje perfekcije, spuščanje misli, da moramo urediti, popraviti to ali ono, brez ustavljanja spustiti in mislim, brez konce zamujanja, nič več, fertik. Okay. Potem maj, juni, juli bodo pa aktivne energije na eni strani, bomo imeli energije realista, pragmatika, pa vzemljene, na drugi pa duhovnosti. In ker vse naenkrat delujejo, to pomeni, da jih moramo povezati. In če jih povežemo, to pomeni, da se bomo učili, kako nevidno narediti vidno. Narediti resnično, tako kot delajo umetniki, ki z nekega od nekje, ne, z nevidnega sveta potegnejo bodisi eno zgodbo, sliko, glasbo. Nismo mi vsi tovrstni umetniki, ampak vsak bo imel, samo tako za prispodobo, bo imel v teh mesecih, se pravi maj, juni, juli, priložnost, da najde to, kar rad dela in gre podžgan v akcijo. Da to naredi in da od sebe, kot sem prej rekla, tisto najbolje, kar lahko. Ja, kot rečeno, spet sem omenila podžgano, v letu 2025 bo veliko značilnosti ovna, ognjenega znaka, zato vročih glav. Ključni momenti za akcijo bodo sredi marca, v drugi polovici julija, pa v prvi polovici novembra 2025. Pregrete glave bodo povzročale glavobole, če bomo šli pa po pameti, bomo pa ravno na pravi poti. Se pravi, plamen mora biti ravno ta prav.